Lep dober večer vsem skupaj iz Društva za srečno življenje Belis. Naše duše vse hrepenijo po sreči, ampak za srečo si moramo ustvariti določene pogoje. Za srečo je potrebno imeti tudi znanje in je treba imeti tudi prijatelje, ki te na tej poti spremljajo, osrečujejo in pri vsem tem pomagajo. Torej, rad bi se zahvalil danes seveda naši članici Adriani Dolinar za čudovito zgodbo o mikrobih, za stvari, ki jih tudi sam nisem poznal, zaradi tega ne, ker nisem iz te stroke. Sem pa hvaležen vsakemu članu, vsem vam, ki ste danes tukaj, vsem, ki ste na Zoomu, vsem, ki nas spremljate v živo preko Facebook portala, za vsako idejo. In če bi kdo izmed vas imel za naše člane karkoli zapovedati, naj mi to sporoči, bomo dali v program, ker več ljudi več ve. In treba je postaviti ljudje, ki so tiho in samo opazujejo, pa si mislijo svoje, tisto svoje, kar imate v srcu, lahko pridete sem, lahko tudi preko Zooma. Predavanja so lahko tudi preko Zooma, poveste od daleč, od doma, je pa seveda fajn. Manjka nam te ljubezni, manjka nam ta človeška bližina, ki nam jo tako prepovedujejo in blokirajo na vseh možnih inštancah. Torej, naš član, gospod Ervin Lotrič, ki je sicer čudovit človek, podjetnik, razgledan gospod, povedal nekaj o hipnotičnih govornih vzorcih. Ponavljam, hipnotični govorni vzorci. Vsak dan smo izpostavljeni manipulativnim besedam in sporočilom politike, medijem, trgovcev, javnih služb in drugim sublimiranim besedam, sporočilom, ki jim rečemo tudi prikriti, zamaskirani vzorci ali sporočila. Torej, Ervin priporoča vsem, ki se boste udeležili srečanje, vsem, ki ste tukaj, smo dali neki listo, da si boste lahko zapisali, vsi, ki ste doma, imate mogoče kakšen blokec, papir, svinčnik, si pripravite, ker bo nekaj zanimivih stvari. Vsi, ki ste na Zoomu, se bomo v času predavanja priključili na video prezentacijo, na prosojnice, ki jih je Ervin za vas predstavil, in bomo to tudi prezentirali skozi njegovo predavanje. Dragi Ervin, dobrodošel in še enkrat hvala za to tvojo pripravo, za vso tvojo energijo. Beseda je tvoja. Hvala lepa, Mihajl. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem navzočim. Spoštovani tudi tisti, ki nas spremljate online. Ja, danes sem pripravil kontrola uma in hipnotični miselni vzorci v besedi. Zadeva je, bom rekel, zelo široka področja. Skušal bom pač ta dva področja predstaviti čim bolj razumljivo, čim bolj kratko, čeprav bo kar ura bo sigurno, če ne bo še kakšno minuto čez, ampak z nekaj humorja bo to potem lažje. Humor, ki ga boste videli v izvirniku, zato se naprej upravičujem za nekoga, komu to ni všeč. V glavnem, praskali bomo zgolj po površju, če vam bo pa potem kaj ostalo v spominu, in boste znali te informacije prenesti naprej preostalim, ki še so na poti iskanja, je pa potem sploh super, fino, fajn. Pa pogledajmo našo strukturo najprej. Imamo dva dela. V prvem delu si bomo pogledali človeški kako je zgrajen. Govorili bomo nekaj o strahu, o laži. Veste, laž je danes zelo popularna, oziroma že dolgo časa. Resnica, danes o tem ne bomo se pogovarjali, ker resnica ne obstaja. V navednicah, jaz to malo rečem. Potem kontrola uma za telebane. V drugem delu bo pa malo bolj zanimiv, bo treba majhen bolj možgančkati, se bomo pa pogovarjali o prepoznavanju besedne manipulacije. Razložil bom, kdo je sprejemnik, kdo je oddajnik, kaj je vaba. Potem spoznali bomo, kaj je dejstvo, kaj je podkrepljeno dejstvo in kaj je podkovano dejstvo. In seveda to v sozvočju sugestije
v obliki ukaza. Potem, kaj je apostolat? Primeri v praksi. To bo potem tudi najbolj zanimivo in bomo potem zaokrožali to zgodbo. Ja, gremo naprej. Proti tistemu, ki se človek bori v materialnem svetu, ni iz mesa in krvi. Tole sem pač nekje pobral, bolj točno iz Biblije, sem Biblija je mehen drugačna, ampak nekako sem to tako priredil, da je to, bom rekel, vsem zemljanom razumljivo. Laž, strah in pohlep. Vsi vemo, da to je zelo prisotno v naši družbi, v našem času. In gremo dalje. Poznate tegale gospoda? Aha, tukaj imamo še en tehnični mali problem, da se nekaj ne... Pošlo? Aha, svetloba. Tega gospoda sigurno poznate. Poznate? Mahatma Gandhi. Ena njegova izjava. Človek je produkt svojih misli. In kar misli, to postane. Mislim, da tukaj nimam kaj dosti več povedati, ker je zelo globoka misel. Aha, tebi so vse vidim, da so vse odpira naenkrat, ne posamično. Aha, ti bi rad, da bi se posamično odpiralo? Je bolj interesantno za prisotne. V redu, bomo tako naredili. Okay. To je diaprojekcija tukaj, a ne? Ja, diaprojekcija. Kaj pomagaš, ker ne vidim, a sem tle na diaprojekciji? Ne tam, pogled spodaj, kje je diaprojekcija sem? Mislim desno, mislim, da je desno. Čisto Levo? Ne, navaden. Ne, ni, še enega naprej. Še enega. To je to. To je to. Ja, ampak mi ga sem, čakaj, ne, jaz sem to napačnega zdaj le odprl. Ne, to ni, to je zdaj drug. Tu imaš od Adriana. Prej, ja. Samo moment. Zdaj pa mislim, da bo. Ja. To je pač PowerPoint file. Ga imamo na ključku, čakaj, bom povedal. Aha. Tole, ne? Kontrola umajena. Tako je, ja. Zdaj pa diaprojekcijo. A je to tle? Ja, tako je. Ampak glej, če mi jo sem vrže, veš, ne morem, glej. Ok, dobro, če ne gre, potem kar dej nazaj. Je zanimivo, da ne gre. Dobro, zdaj pa pri temole možaku retestirajte. Še enkrat probam tukaj, če ne gremo nazaj na Ja. Ne, glej, tole mi je Ok, ne gre? Ja, on hoče imeti tukaj računalniško, na televiziji ne gre delati z... Dobro. Ok, Ervin, rad bi ti ustregel, a vendar... Enega na gor. Ja. To se pravi, moram jaz zdaj nazaj. Navzgor, ne? Gremo še dol. Mislim, da ta prvemu, ta tretji, še dol, še enega. Evo, še enega, evo, tega. Ok. Tle smo. Hvala, se oproščam, evo. Ok, ni problem. Se pravi, človeški lahko primerjamo z računalnikom, bolj točno z hard diskom, tam, kjer se pač shranjujejo podatki. Je kot računalnik, kot hard disk, v njemu, v našem se pretakajo naše misli. Misli so, kaj so kot... Malo počakaj, zoom se je ustavil, zaradi tega, ker smo zdaj le, bom jaz glej, če se je ustavil. Preveč teh stvari odprl. Smo ga preveč obremenili.
Ja. Preveč smo mu obremenili Evo. Okay. Takoj bomo nazaj. Se pravi, se slišimo zdaj na Zoomu, se slišimo? Lahko kdo potrdi? Slišimo. Hvala. Malo nam je zmrznilo vse skupaj, ker smo eno akrobacijo delali, tako da bo Ervin zdaj začel. Jaz bom pa slajde postavil nazaj. Se slajdi vidijo? Super, hvala. Vidijo se, ne? Ja. Ok. Pa smo na pravem slajdu. Nazaj, še nazaj. Tega? Ne, še enega dol. Tega? Ja. Tako. Hvala. Ok. Se pravi, še enkrat ponovim, je kot računalnik, bolj točno rečen kot hard disk. Se pravi, v se pretakajo naše misli, misli so podatki ali pa informacije. Prepričanje, ki ga pa gojite zaradi svojih mislih, lahko enačimo s programom za računalnik. Se pravi, enormna količina informacij, podatkov se pač dejansko kopiči v našem umu. Praktično vse informacije, vse do danes, do tega trenutka. In to na nek način oblikuje tudi naše prepričanje. Se pravi, življenje, ki ga vi živite, je posledica prepričanj, ki jih gojite v sebi. Praktično se nenehno programirate. In vedite, z našimi mislimi hranimo naš Aha, pa oni to vidijo? Ja, vse tam. A vidijo tisto, a vidijo moje? Tisto. A tisto vidijo, ne? Zato je zelo pomembno, da paste, o čem vi razmišljate. Jaz se včasih rad malo pohecam z mojo deklico, ko jo nekaj rečem, potem pa ne razume, kaj hočem povedati. In potem jo jaz vprašam, kaj Vanja? Pa reče, preračunavam. Calculating. Calculating, ja. No, sem rekel, no fino, če ona preračunava, pa ne rabimo več v hiši imeti Garmina. En drug primer je mečken bolj zloben. Spominja me na mojega profesorja strojnih elementov, gospoda Martinjaka. On je rekel, računalniki so res ena super zadeva, samo so pa tudi neumni. Dejansko računalnik je tako, ne, on zastop samo tisto, kar mu ti noter daš. Če ga pa kaj drugače vprašaš, pa nima pojma. No in potem, in pa v istem stavku reče, ja, in jaz moji ženi rečem, ljuba moja žena, pa ti si pametna kot računalnik. In potem se, normalno, ženi se lepo zdi, ne, če že je pa pohvalil, jaz sem pa pametna, ne, ampak v prenesenem pomenu pa malo to drugače to pomeni. Sam kar je Vanjo dal, ne? Ok, dobro. Ne, to gre zdaj za drug primer, ne, jaz sem... Ok, gremo naprej. Ja, zdaj tale diagram. Zdaj tisti, ki imate zapisati, pa ki imate diagram, vsi navzoči tukaj, si lahko mečken zapolnite s temi informacijami, ki vam bom jaz zdaj povedal. Se pravi, jaz sem zdaj narisal tonsko skalo, pač tako sem jo poimenoval, in si bomo razložili, kako je sestavljen. Je sestavljen iz 3 delov. Mi imamo analitični imamo reaktivni in telesni Zdaj pa, če to mečken to malo razložimo. Za analitični zdaj bom tako rekel, bomo to mečken ukarakterizirali, dali mu bomo neko plastičnost. Se pravi, analitični je tisti, ki je analitičen, to se lahko zapišete, ki je analitičen, to je ta, ki preračunava, to je ta, ki opredeljuje, on točno ve, kaj je A, kaj je B, kaj je leva, kaj je desna. On je fin, on preračunava vse, kar je dobro za njegovo preživetje. Češ kaj zapisal? No, jaz ne rabim.
on po domač povedan špila mečken hedonista. Reaktivni um je pa malo drugače funkcionira. On je močen, on je robusten, on je grob, on beleži podatke za preživetje. Zdaj pa tako, oba sta silno pomembna. Zdaj, če pogledamo recimo naše življenje in tudi, če gledamo tale naš diagram, kadar se mi dobro počutimo, kadar smo sproščeni, kadar se res fajn počutimo, takrat smo mi v analitičnem umu in smo nad to modro črto. In takrat smo poln energije, poln življenja in bom rekel, baterija je na full. Recimo tudi na morju, ko smo, takrat smo tudi na off, lahko delamo marsikaj. Problem pa nastane, kadar smo pa v depresiji, se pravi, ko nam stvari padajo. In takrat avtomatsko padamo v reaktivni um. In to je zdaj tisto v tem obdobju, ko mi živimo, ko z nami manipulirajo. Vsa politika, vsi mediji, vse, kar se dogaja zdaj, je fokusirano na to, da se človeštvo, če se le da, čim bolj postavlja pod pritisk, oziroma da se nas postavlja v reaktivni um. Razumete? Razumete to, kar govorim? Ja. Ok, se pravi, mi moramo poskrbeti, da se mi vedno držimo nad vodo. In zato, če tudi pogledamo to sinusoido, kar sem tako narisal, če ste vi gor, je vse super. Ko pa vam recimo razpoloženje, se pravi, čujem, ja, jaz gledam zdaj tam na gor. Ko pa nam razpoloženje pada, mi avtomatsko padamo v reaktivni um in to ni dobro. In če se mi nahajamo, bom rekel, pretežno v reaktivnem umu, se dogaja, da potem začnemo zbolevati. V reaktivnem umu je, bom rekel, po domač povedan, če tako rečem, vsa pizdarija. Se pravi, strah, bolečina, tesnoba. Ampak ima pa ta reaktivni tudi eno pozitivno lastnost. In ta pozitivna lastnost je ta, če vam hiša gori, če boste vi v analitičnem umu, kaj bi jaz naredil, a bi jaz poklical gasilce, a bi poklical rešilce, a bi šel na vem kaj, vam bo hiša zgorela. Medtem ko reaktivni on je boj po preživetju, on bo začel reševati, ali boste začel reševati ljudi, ali imovino, se pravi call to action, se pravi mora reagirati, on reagira. Tudi recimo, ko so vojne, ko so bile vojne, prva svetovna, druga svetovna vojna, ko je bilo treba za puško prijeti, takrat dela reaktivni Zdaj pa tako, če smo, bom rekel, v analitičnem umu čim višje, se pravi, lahko govorimo o življenju, se pravi, imamo fajn, če se pa mi spuščamo po temu grafu navzdol, ok, še tole, ja, mečkam prehitiram, se pravi, življenje, gor, če se pa spuščam od te sredinske črte v reaktivnem umu, da se bližam smrti, me pa na koncu lahko tudi pobere. In potem nas lahko pobere tudi rak ali pa katerakoli druga bolezen. In bistvo je, da se držimo nad gladino. To je princip tega analitičnega uma. In zdaj vam bo ta graf vedno povedal, kadarkoli se v življenju se najdete dobre počutil, boste takoj vedel, kje ste. Kje ste v grafu, Rekel sem pa, da obstaja še en Se spomnite, kjer ga sem omenil? Res je, telesni um. Telesni um. A veste, kjer je? Kakšen je, kako se on odziva? Ok, ne veste. Se tudi jaz nisem vedel. Ampak, zdaj vem. Telesni so recimo profesionalni športniki. Če pogledamo recimo košarkaše, koliko časa, kolikrat mora vršiti na koš in vsak gib je perfekcionizem v nulo. Se pravi, 1000krat naredi en gib točno takšen kot prejšnji, in to je ta perfekcionizem. In te gibe se telo zapolni. Isto recimo ples ali pa neka akrobacija. Telo mora to ponovito narediti, vi to nimate cajta z vašim analitičnim umom to predelati. To telo enostavno pozna. Ampak za nas, glede na situacijo, ki jo imamo, je pa zdaj pač pomemben, da vemo, kaj je analitični um, pa kaj je reaktivni um. Ok, no pa sem tlele tudi, to sem povedal. Baterije moramo zmeraj filati, bodimo v naravi, družimo se z ljudmi,
imejmo se fajn. Ja, zdaj pa pogledamo, kaj je strah. Strah je zelo široko področje. To bi lahko o strahu govoril ure in ure. Na Wikipediji imate definicijo još, ampak za nas je pač pomembno, da je strah je čustveno stanje. To je osnovni mehanizem za preživetje. Prej sem govoril reaktivni boj po preživetju. Ne? To je odgovor na bolečino in nevarnost. Se pravi, potreba po soočenju z nevarnostjo. Ne? Se veste, kako je to, če se vi ne učite, kontrolka se bliža, pa veste, kontrolka se bliža, jaz se nisem pripravil, ne, da se bom mogel pa soočati. Ali bo cvek, ali pa sem začel učiti. Ne, pa rešil tisto, kar se še da. Ne, boj, beg. In kar je zdaj tudi tele pri strahu. Ne, strahu se lahko nalezimo s posnemanjem in opazovanjem drugih. Ne. Če pogledamo ljudi okoli sebe, ko gremo v trgovino, mi hodimo brez mask, a ljudje hodijo z maskami in potem tebe gledajo, da je s tabo nekaj narobe, ti pa veš, da je z njim nekaj narobe. A ne? Se pravi, oni so se nalezali, oni so se enostavno teh navad nalezali, videli so, slišali so in oni so se to navezali. In tukaj je tudi ena zelo lepa ta karikatura, če si pač zasvojen s strahom, ne, da si bolan, ne, potem si že bolan. Ja, gremo naprej. Indijanska modrost o dveh volkovih. Sigurno ste že slišali za to modrost. A ne? Človek ima v sebi dva volkova, zdaj pa kateri je močnejši, ne? S čim ga ti hraniš? A ga ti hraniš z ljubeznijo, a ga hraniš s sovraštvom, ne? Se pravi, paziti moramo, kaj pustimo v naše srce in kaj pušamo v naš Kontrola uma. Tukaj bi se dal govoriti in sploh, slike vse povedo. Jaz bi samo povedal z eno besedo, kaj si zapomnite, ko slišite kontrola uma. Kontrola uma ni nič drugega, kot vzeti človeku svobodno voljo. Če se to zapomnite, boste vedeli. To je ključ črne magije. To je ključ črne magije. O magiji, o temu bi lahko govoril tudi, ampak to daj drugič. Ja, in zdaj smo pri naslednjem slajdu. Druga svetovna vojna. To je gospod Hermann Wilhelm Göring. On je bil nemški feldmaršal, se pravi, on je bil ta glavni general, desna roka Hitlerja. In on je bil bolj take prebrisane sorte, imel tudi visoke ambicije, mogoče tudi Hitlerja zamenjati, če bi se kaj njemu zgodilo. In je imel to strategijo. Biti dovolj blizu Führerja, pa obenem toliko umakniti za vsak slučaj, če se kaj zgodi, da preživi. In to se je zgodilo. On je preživel drugo svetovno vojno in je bil obsojen na Nürnberškem procesu. In vprašali so njega, ne, kako je nemški narod sprejel vso to norost, vso to blaznost. In on je samo rekel, to je povsem enostavno. Samo prestrašiti jih je treba tako dovolj, da so napadeni in naredili bodo vse, kar jim boste ukazali. To deluje v vsakem sistemu, v vseh državah in v vsakem časovnem obdobju. Pred 75, 80 leti, kot tudi danes. Ne? In ključ do tega, da vas ljudje spoštujajo in vam sledijo, je strah. Strah ljudi spremeni v slepe in ubogljive sledilce. Se pravi, človeku moraš odcepati strah in še eno stvar. A veste, katera je to? Nisem jo napisal namenoma, zato ker potem, če vse preberete, je pojem. Rešitev mu da, Pot. In zdaj bom povedal en vic, ki nima veze z drugo svetovno vojno, ampak lušten štos je. Leti en avion, pa košarkaši so na tem avionu in so blazno glasni in oni košarko špilajo v avionu in pilotu se je že čist trgal, se mu čist cufal. Je rekel, stevardesa, lepo prosim, dajte umiriti le košarkaše, meni grejo že tako nekam na A in O. No in nič ni pomagali, niso ubogali stevardese, niso je bal 5%. Se upravičujem mojemu svočemu jeziku. V glavnem, ker
pilot videl, da stevardesu ni nič, je rekel, lej, ko pilotu, zdaj pa takole, prevzem ti, boš ti zdaj furo avion, jaz grem pa zdaj red narediti tam vzad, ker to je dosma tega. No in potem on gre, čez 2 minute pride on nazaj, sosede, prevzame in letijo lepo naprej za New York. Smrtna tišina, na avionu smrtna tišina. In ko pilot ves radoveden, 20 minut, ves je bil že tako napet, pa je pa le vprašal, pilot, kva ti je ratal, da si naredil tako smrtno tišino? Pa kva, to pa res ni bilo noben problem. Šel sem k njim, odprl sem vrata, sem rekel, tam je igrišče! Se pravi, pokazal jim je pot. Kaj? No šli, ven so šli, pa so še ven. Se pravi, ne, to je tisto, ne. Človeku, najprej ga moraš fejsto strašiti, potem pa pokažeš pot, ne. Pot, ampak pot v blaznost, to, kar se zdaj pač naši politiki grejo, pa vse tole, pa mediji v blaznost, pot v blaznost. Meni gre pač za to, da vi razumete, kako ta zgodba funkcionira, ne. Drugi lik nacistične Nemčije, to je tale gospod, to je Josef Goebbels. On je bil vladni minister za propagando nacistične Nemčije. On je bil genij. On je delal take predstavitve, take govore, da so ljudje bili pripravljeni, začarani so bili, hipnotizirani so bili. In on je rekel, če je laž dovolj velika in jo nenehno ponavljate, non-stop, bodo ljudje s časoma v njo verjeli. To je bilo v preteklosti in to bo danes in v prihodnosti. Ne? Laž je mogoče ohranjati le toliko časa, kolikor lahko država zaščiti ljudi pred političnimi, ekonomskimi in ali vojaškimi posledicami laži. Dokler držijo nek vakuum, oni v ozadju delajo, kar hočejo. Tako postane življenjsko pomembno, da država izkoristi vse svoje moči za zatiranje drugačnega mnenja. Mi imamo svoje mnenje, oni imajo drugačno mnenje in oni ga nam zatirajo. Kaj ti? Resnica je smrtni sovražnik laži, zato je resnica največji sovražnik države. In mi smo sovražnik države, zato ker imamo drugačno mnenje. In njegov glavni stavek, ki je šel v zgodovino, ki se je začela vojna, želite totalno vojno? In jaz sem pogledal ta spot na netu. In se pravi, on je bil mojster manipulacije in on je vse zrežiral. Ljudje, ko so prišli v tisto dvorano, to jih je bilo več tisoč, on je imel govor 109 minut dolg. 109 minut je govoril in je skozi forsiral čist do konca. In ljudje, se pravi, so imeli prav profesionalne ploskače, ki so ploskali. Imeli so ploskanje še ekstra posebej posnet na ploščah, takrat so imeli pač vse bilo še analogno, na gramofonskih ploščah. In so imeli točno zračunan, koliko morajo ploskati, kdo mora vstati, kateri morajo vstati. In ker je to bilo vse tako usinhronizirano, zaigrano, ljudje so vstajali in so samo pili Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Želite totalno vojno, vsi v luft, čista hipnoza, čist so bili. Ne? In mogoče še lahko nekaj povem iz privatnega življenja. Bil je oče, imel je ne vem koliko otrok, ne vem, so bili 4, koliko. Umrl je s Hitlerjem, praktično v Berlinu, v bunkerju. Žena je bila tudi zelo, bom rekel, verna nacionalistka, je dala potem svoje otroke ubiti s tableto in potem je on ustrelil svojo ženo in potem še sam sebe sodil. Sem pa tudi poslušal eno afero, ki je imel z eno igralko. On je ful obožaval igralke in on je bil tudi velik hedonist. On je tudi zelo dobro igral klavir in je pač se zaljubil eno Čehinjo
in potem je mogel Hitler prav vmes stopiti in rekel, ti si meni preveč pomemben, lej, zaključ s to žensko in zgodba zaključena. No, ta ženska je umrla pred 20 leti in je zelo zanimiva zgodba. Mogel sem pač povedati, ko gospod. Majhen sem šel iz konteksta, se opravičujem. To je zanimivo. Kva ima zdaj tale slika? Ne? Se pravi, na eni strani imamo Billa Gatesa, na eni strani imamo pa en kamnit monument, se pravi, imamo 4 kamnite bloke, nekaj piše v kitajščini, tamle vidim, a ne? A se komu kaj sana, kaj to je na desni strani? Ha? Ja, bi lahko tako rekel, ja, res je. Oporoka je kar dober izraz. Se pravi, mogoče veste, v kateri državi je tole postavljen. Tisti, ki je to rekel, ve, kaj je to rekel oporoka, ampak ja, zvezdna država, tako je, zvezdna država Georgia v Ameriki, in kar je najbolj sporno, što povem, to so kamniti bloki in je to napisano mislim, da v 8 različnih jezikih. V kitajščini, arabščini, mislim, da v grščini, v angleščini, se pravi sporočilo, kaj naj bi bilo v prihodnosti. In najbolj sporno pri teh zapisih je čist zgoraj in piše sledeče. Ohranjajte človeštvo pod 500 milijonov v nenehnem ravnovesju z naravo. Pametno usmerjajte razmnoževanje. Ne bodi rak na zemlji. To pa bolj na koncu piše. Ne bodi rak na zemlji, pusti prostor za naravo. Pusti prostor za naravo. A ne? Kaj zdaj to pomeni? Se pravi, delajo na temu, da treba, da pač nas je 8 milijard, treba narediti redukcijo človeštva. In zato tudi naslednji korak, pametno usmerite razmnoževanje. Koliko projektov danes deluje na temu, da se scancela človeštvo? Kar nekaj programov, sploh ne bom govoril podrobnosti, ki jih poznamo. Ne bodi rak na zemlji. Kaj ne bi to pomenil? Jaz si to pač to predstavljam, mogoče nekdo se kaj drugega, ampak meni je pač to nekako najbolj jasen. Moramo vedeti, pa ne mi zdaj zameriti ljudje, ki ste recimo starejši, pa ki ste v penzionu, ampak v njihovih očeh ljudje, ki so stari več kot 65 let, te ljudje ne ustvarjajo ničesar več, nobene participacije ni več, kuštajo, treba je penzione dati in jih je treba enostavno znebiti. In tudi cepiva so dali zato najprej starejšim ljudem, a ne? Koliko je Bill Gates star? Bill Gates, on je izjema. Ja, in zdaj pa zanimiv, ne? Na drugi strani imamo pa Bill Gatesa, on 2015 govori, v prihodnosti bodo pa takšni virusi, ki bodo pokopali pot človeštva, ne? In on že zdaj skrbi, vložil je $1 milijardo v različne cepiva, ima delnice v teh zgodbah. To se pravi zdaj pa vprašanje, a on res hoče 8 milijard ljudi zaščititi, pa še, ne vem, povečati plodnost, ali je njegov namen drugačen? Pač odgovor prepuščam vam. Aha, tukaj sem se pa rajten zmotil, ta slika. Resnica, ne? Ne paše zraven. Po legendi iz 19. Zdaj bom povedal eno legendo. Po legendi iz 19. stoletja sta se srečali resnica in laž. Poglej, kako so moški pozorno zdaj pogledali na zaslon. Ja. Oči so se kar popravili, sploh na rabi očal. No, v glavnem, laž pa resnica se srečata in laž reče, Živjo, kako si, a ni danes lep vreme? A ni lep dan danes? In reče resnica, se ozre, ja, zares je lep, ja. A bi ga preživela skupaj? Ja, seveda, ne, zakaj pa ne? In potem ga žurata skupaj, pa prideta potem tudi do vodnjaka. In laž reče, ti je, veš, kako je dobra voda, greva mi, da se malo kopati, pa to, pa ne, malo tako skrb, ne, pa to, ne. Resnica pa pazljiva, se dotakne vode, ker resnica je pač pazljiva, ona mora vse prešnofati, da je ja, vse sigurno, ne, da je vse topka, ne. In pač dobila občutek, da je varno, zares je bila dobra in rekla, okej. In obe ste se slekle, laž in resnica sta se slekle. Toda naenkrat laž skoči iz vode ven, ukradla resnici oblačila
jih je nadela nase in še, se pravi, svoje oblačila si je nadela in še oblačila laži, ne? In pretresena resnica je posod iskala svoje oblačila, ki jih ni najdla. In potem je prosila seveda laž, naj jih vrne. Svet med tem časom resnico motri z jeznim in ogorčenim pogledom. Zato se je skrila nazaj v vodnjak in vsa osramočena in pretresena. Od tedaj laž potuje po svetu, oblečena kot resnica, vse skozi zadovoljuje potrebe družbe, saj svet ne želi videti gole resnice. No in zdaj se že počasi približujemo koncu prvega dela, a ne? Bliže, ko je konec imperija, bolj so nori njegovi zakoni. Mislim, da se strinjate s tem. Zelo. Ok, dobro, gremo kar na drugi del. Hipnotični govorni vzorci. Ja, gripo smo pokopali, ne? Od gripe je ostala samo še korona. Se pravi, vsak dan smo Vsak dan smo izpostavljeni manipulativnimi besedami. Manipulativne besede srečamo lahko v politiki, v medijih, lahko vas pa tudi kakšen trgovec na šajba, ali pa v družbi, če vam hoče kakšen mrežni marketing prodati, ne? To smo počeli. Hipnotično na nas lahko deluje barva glasu, kretnja, izbrana beseda govornika ali pa ena izmed kombinacij. Se pravi, barva glasu, recimo, ne vem, nek lep ženski glas ali pa moški glas, ki lepo poje, pa potem kar kocine grejo po koncu. Ne? To je recimo glas, kretnja. Happy birthday. Recimo, ja, ampak ne meni. Ne, unmo, veš. Ti spomniš? Ja. Ne? Ok, se pravi, zdaj pa pogledamo človeško osebnost. Ne? Mi imamo zavestni del pa podzavestni del. Zavest je recimo primer vožnje avtomobila. Naša pozornost in fokus je vedno osredotočena na celotno dano situacijo. Se pravi, držiš volan, prestavna ročica, gledaš, kaj se dogaja odzunaj. Podzavest je pa tudi aktivna, ampak se jo mi ne zavedamo. Ne? To so pač akcije, dejanja, ki si jih ne zavedamo in si tudi del našega življenja. Kako bi pa izgledali, če bi mogli še študirati, kdaj bom vdihnil, pa kdaj izdihnil, pa kako, da bo srce delo pa to. Enostavno stvari delajo pač v svojem ritmu. Subliminarna sporočila. Jih bom samo omenil, ta zadeva je tako široka, da bi lahko temu govoril prav posebej temo. Pomeni prikrito ali zamaskirano sporočilo. Na vseh teh 4 slikah, ki jih vidite eno skupno točko. Kačo. Vidite kačo, ja. A ne? Ni nujno, da je subliminarno sporočilo izraženo v pisni ali govorni obliki, lahko se prenaša tudi v obliki reklame, slike, filma ali simbola. Jaz sem te stvari kar dost šel skozi, so v filmu, so v glasbi, v glasbeni industriji, vsi ti videospoti. Joj, bolj da naveste, kaj vaši otroci poslušajo, po domač povedano. Se pravi, brez veze, da se spuščam v podrobnost, imajo pač svojo fiziološko kot psihološko plat, se pravi, nekaj, kar vi vidite, nekaj, kar občutite, ampak so pa tudi stvari, ki jih pa vi ne vidite, ampak jih vaša podzavest zaznava. In tudi simbolika iz prejšnje strani, ki sem vam jih jaz pokazal, če nimate biblične podlage, vsekakor pa priporočam, da se podučite tudi v tej tematiki, zato ker če nimate biblične podlage, ne boste razumeli. Sicer vidite simbol kača, ampak Biblija zelo lepo razloži, kakšna simbolika nosi kača. Ok, gremo naprej. Hipnotični govorni vzorci. Vsebuje psihične vzvode, ki delujejo na človekovo podzavest. To je pa lahko kompleksen tekst. Jaz, če recimo dobim nekaj, kar da meni Mihael za prebrati, jaz sem zgubljen, ne vem, to mi je prekompliciran. Če so kakšne sodne obravnave, Mihael v momentu zazna, kje so tiste cake, a ne. Lahko so slike, tako kot smo videli, lahko je film, lahko je to zelo nedolžno, vendar pa ima kot posledico zavestni učinek na prejemnika sporočila. Po domač povedan, eno čisto dolžno stvar bom rekel, če jaz rečem limona, koliko ima zdaj kisel občutek v ustih? Ja, takoj slina, ne?
Ok, zdaj se bomo pa pogledali. Vdajnik pa sprejemnik. Vdajnik ali lovec ali supresor. Zdaj tako je, mi imamo vsi vedno, enkrat imamo vlogo, da nekaj povemo, pa enkrat sprejemamo. Se pravi, enkrat govorimo, smo vdajniki, a ne enkrat pa sprejemamo informacijo pa sprejemamo. Ne. Zdaj, jaz to besedo vdajnik lahko bi tudi rekel tašča. Če imate kakšno zoprno taščo, si lahko zaradi mene tudi zamislite kot vdajnik tašča. Ker je ona lahko tudi supresor pa teži. No. Ali pa pač katerkoli sosed. Ni važno. V glavnem, zgodbe se lahko dogajajo, da vi dobite neko informacijo, se pravi, da je neka oddaja, ki se oddaja, in to lahko kino, TV, radio, mediji, politiki ali pa trgovci. Kino, mogoče danes manj, ampak včasih, druga svetovna vojna, kako so nacisti ljudi pošiljali v kino, pa so tisto manipulacijo gledali, ne? To je nora zgodba. Ampak se planem, vdajniki so nosilci sporočila, in to so šolani, tako, kako informacijo predstaviti, da jo nasprotna stran sprejme kot absolutno resnico, kot dejstvo. Se pravi, princip, vržem ribiško palco, imam trnk, pa imam vabo. A ne? Tukaj zdaj govorim direktno iz strani manipulacije. Jaz kot sprejemnik, a ne kot žrtev, žrtve smo pa lahko pač vsi gledalci, poslušalci sporočila. Se pravi, jaz, ti, mi, vi, oni, ki sprejmejo informacijo. In ni pomembno, ali je informacija pozitivna ali negativna. Pomembno je, da smo mi sprejeli informacijo, da smo zgrabili to vabo, da smo mi akceptirali in da se strinjamo s sugestijo in novim dejstvom. Ok. Ko se pravi, politika in mediji skušajo neresnice oziroma laži predstaviti kot absolutno novo resnico in od nas zahtevajo, da jo absolutno sprejmemo kot novo dejstvo in kot novo realnost. In to, kar zdaj nam oni prodajajo, je to zdaj nova realnost. Mi moramo to kar sprejeti. Oni to tok cajta gonijo, to je nova realnost. To je resnično. A ne? Pa čeprav ni. Se pravi, na osebo ali skupino ljudi, ali pa na celo državo, ali pa na cel svet, skuša oddajnik z izbranimi besedami, besednimi zvezami delovati na podzavest sprejemnika z namenom postaviti ga v podrejen položaj ali hipnotično stanje trans. Po domače povedan, jaz sem čisto odpadel. Se pravi, en primer čist tak, sigurno imate v spominu kakšen film, ki vas je total prevzel, pa če ste si gledali mogoče v kinu, pa potem, ko ste se peljali domov, sploh ne veste, kako ste dan prišel, ker vam je film še kar deloval v glavi. A ima kdo kakšen tak film? Tak? Matrica. Titanik. No, recimo, vsak ima neko sliko, se pravi, enostavno si pazil v tak mut, ne, puf, wow, in se peleš, kar naenkrat si doma, odpreš vrata, se usedeš, rečeš, ko sem jaz tam prišel, ko sem tam prišla, a ne? Ja, zdaj pa takole, ti dva sta prav luštna, ne, se pravi, vdajnik je televizor, ne? In dajo neko informacijo, ne? In mi ljudje smo tiste boge ovčke, ne, ki mi sprejemamo, ne? In potem babanca vpraša, ej ti misliš, da z nami mogoče kaj manipulirajo? Ajde, ne pričaj gluposti, dej, če ne bi to povedali na televiziji. Ja. Moški razmišljate. Ja, pa moj oče tudi. Pa moj tudi. Ja. Saj, po pravici povedam, če bi jaz konzumiral toliko televizije, kot je moj fotar, bi sem le prišel, bi rekel, vi ste neumen. Televizija ima prav. Hipnotične besede. To je pa zdaj zelo zanimivo. To lahko tudi probate. Predstavljaj si, možgane se tej besedni zvezi ne morejo opreti. Če jaz rečem, predstavljajte si, vi ste zdajle na eni luksuzni jahti. Wow. Predstavljajte si, da ste zdajle v avtomobilu, ki ga sanjate že cel life.
Se pravi, enostavno v tistem momentu sem vam jaz dal trigger, v momentu ste vi pozabili in ste se uživeli v novo sliko. A ne? Lahko vam tudi še eno besedno tako zvezo povem, če reče, a je res to rekel? To je tudi zelo taka zgodba. Recimo, ne vem, mene nekdo upravlja, se pravi, nekdo pride k meni, pa reče ti, on je pa to rekel, pa to je rekel, pa to je rekel, pa to je rekel, pa to. Jaz ga pa samo sred besede ga samo odrežem, pa rečem, a je res to rekel? Ne vem, mogoče pa to ni rekel, a pa mogoče pa to drugače rekel. Se pravi, so določene besedne triggerji, ko človeka zarežeš in to je recimo ena taka, ali pa tista ta druga beseda, ki sem jaz rekel. Se pravi, primer, predstavljajte si, se pravi, zdaj bo tukaj en negativen primer, predstavljajte si, vi jutri zbolite in greste v službo, okužite vas kolektiv, ali bi bilo to odgovorno od vas in do vaših sodelavcev? Reakcija, strah, vas, potem pa tu, ne, to pa jaz ne bi nobenega okužil, ne, to pa sploh ne. A ne? Drug primer, a ne? To je pa recimo, lahko recimo uporablja kak trgovec ali pa kakšen mrežni marketing. Predstavljajte si, kako bi se vam kvaliteta življenja spremenila na bolje, če bi vi vzeli tele kapsule in vi bi se pomladili za 10 oziroma 15 let. Takoj kupam. Koliko košta? 200 evrov, ni problem, 3 pakete. A ne? To je tisto. Vsi imamo globoko v sebi moralne vrednote. To je zapisano, zasidrano globoko v našem umu. In tem vrednotam smo se pripravljeni absolutno podrediti. In to so zdravje, družina, varnost, svoboda. Vse to našteto vzbuja od človeka odgovornost. Je pa to silno zanimiv, ker bom zdaj naprej rekel. Zanka pa je, da je človeka strah sprejemati odgovornost. Se pravi, vsi rečemo, ja, jaz sem odgovoren. V redu, ti si odgovorna oseba, če pa jaz rečem, ej stari, a bi ti organiziral ohcet, a veš, prišlo bo 150 ljudi, a veš, pa treba bo tamle 20 odojkov prštimati, pa pijače bo treba kar, ti, a veš kva, ti me se pa malo mudi. Ja, potem pa kar naenkrat ni več tiste odgovornosti, a ne? Se pravi, zdaj pa tole, to je spet manipulativno gledano, kako mediji nam manipulacijo sporočajo. Kadar nam oddajnik, rečemo novinar, televizija, želi prenesti nekaj pomembnega, nam to skuša povedati najmanj 3-krat v samem sporočilu. Na začetku, na sredini in na koncu sporočila. Kajti oni nam sugerirajo odgovornost, ki je rafinirano prikrita v kontekstu sporočila. Lahko se zgodi, da se vi ne strinjate. Mi se ne strinjamo z maskami, mi se ne strinjamo s cepljenjem, a ne? Zato, ker te stvari niso preverjene, to je kar nekaj za nas, a ne? Ampak lahko se zgodi, da se vi ne strinjate z deljeno informacijo in rečete, mi se pa s tem ne strinjam. V takšnem primeru oddajnik prekine ali pa preusmeri odgovornost v drugo smer. Enostavno vas začne ignorirati. Enostavno vas preslišijo. Recimo, da bi imel z nekomu pogovor, pa rečete, jaz se s tem ne strinjam in potem kar te ignorira. Novinarji zelo radi to naredijo, znajo to perfino narediti. In potem, kaj naprej govorim, kadar novinar, oddajnik, se pravi, zdaj v temu, ker je manipulator, bom uporabil besedo supresor, ne, ker nam hoče na vsak način ubiti v glav, ne, svojo zahtevo, svojo misel. Se pravi, na eni strani postavi v ospredje nepreverjeno informacijo kot novo dejstvo. Na drugi strani pa sprejemnik prepozna manipulativni učinek in začne ugovarjati oddajniku z dokazi nasprotno, potem novinar taktično prekine razgovor, ker se zavedajo, da so bili odkriti in izgubljajo besedno igro. Efekt cesarjeva nova oblačila. Se pravi, vi ste seznanjeni z materijo, točno veste, da je manipulacija, novinar vas začne spraševati, vas hoče okoli vinka scat pelati, vi ga prepoznate, potem pa on prepozna, da ste ga vi ujel na laži in potem išče neko krivino, ampak vi ste ga odkrili. In zato so tisti efekti cesarjeva oblačila.
Predstavljajte si, da vas nekdo nenadno besedno prekine in vas vpraša. Ta zadeva je zelo dobra, kako recimo ustaviti človeka, ki vam po domač povedan pere možgane, serija poglav, ne? Oziroma, če vas kdo tako nagovori, bi bili tudi vi šokirani. Se pravi, nekdo, recimo po domač povedan, ne vem, eden bi mene napadel, pa mi recimo jaz bi bil v trgovskem centru, brez maske bi bil, pa bi prav, pa bi eden pa letel, pa kdo ste vi? Ne? In zdaj, če bi bil tam kot ena mevža, a ne, bi se mogoče tako utrpnil, a ne. Pa kaj se vi greste, da nimate maske? Ne? Pa bi še bolj skrb lezel. Ne? Razumete? Jasno? Ali pa recimo, ali pa lahko napadete človeka tako, s kakšnim namenom pa vi to govorite? Komentirate? In ali boste sprejeli morebitne posledice vašega razmišljanja oziroma ravnanja ter odgovornost za nastalo morebitno škodo za vaše trditve oziroma izjave. A vi poznate 136. člen Kazenskega zakonika? A ga poznate? Dajte se ga prosim prebrati. Se pravi, najprej uvod, potem pa začnete zakonodajo šifrirati. S tem naredite že človeku reset. In potem še zakonodajo mu poveste, in potem kar še mu kar malo ostane brez besed. Smo razumeli? Ok, dobro. V takšnem zaporedju vprašanj, ki jih človek ne pričakuje, nepričakovano, zdaj vi veste to manipulacijo, da to obstaja, a ne, vi lahko to uporabljate. Če vi tega ne bi vedeli, pa da bi nekdo prišel, pa vas nekdo tako napadel, ne, bi bilo to za vas kar velik stres. In potem človek želi z tega besednega dvoboja čim krajši poti iz tega dvoboja spizdati, pobegati. Ja, se pravi, izjema pa je, če tematika razgovora vaše področje, se pravi, da ste vi res maksimalno podkovan z vsem materialom in imate na zalogi dovolj razstreljiva, dovolj argumentov, kot recimo Mihael Belis, ki ima on je kaj čudežna skrinca, on takoj odpre in pove zik, ne, in naredi reset, in naredi potem on reset oddajniku, ne, in ker v momentu je unsprejemnik, ki se vloga zamena, ne. Se pravi, v sarkazmu povedano, vi povozite oddajnika. Se pravi, če obvladate te tehnike, vi lahko dejansko oddajnika povozite. Se pravi, on misli, da bo on vas prepričal na konc, pa vi vso zgodbo okoli obrnete na glavo. To, kolikor oni delajo, non-stop obračajo stvari na glavo. In vi morate to igro prepoznati, zato da jo obrnete. Spet v svojo prid. To je igra življenja, ne? V znanju je moč. Zato se je treba oborožiti z znanjem. Življenje je igra, ki jo je treba znati igrati. To je ena knjiga, je napisala Shakti Gawain. Igra povezovanja, no to je pa takole. Zdaj se bomo pogovarjali o dejstvih, pa o sugestijah, o priporočilah. Najprej nam predstavijo neko dejstvo. Dejstvo je v tem kontekstu absolutna resnica. Nekaj, s čimer se vsi udeleženci 100% v tem trenutku strinjamo in verjamemo. Če jaz rečem, zemlja je okrogla, ok, kaj še bo rekel, zemlja je ploščata, ampak če jaz rečem, zemlja je okrogla, bo vsi rekli, ja, zemlja je okrogla. Mogoče bo kaj še rekel, ja, je okrogla, ampak ni čisto okrogla, ampak je malo jajčasta, ampak v kontekstu ja, je okrogla. In to je dejstvo, zemlja je okrogla. Ne vem, eni pravijo, da je ravna. Zdaj se moram potem nekaj drugega spomniti. Če se bomo kregali. Zemlja je Okrogla. Ok, dobro. Ok. Vsi jemo, ko smo rači. Ok, ali pa bom tako rekel. Ok, lahko rečem pač eno drugo dejstvo. Naša miza je lepo, bogato obložena. Dejstvo. Se pravi, treba je povedati. Bravo. In to je bistvo. Vedno je treba nekaj povedati, neko dejstvo, da se vsi strinjamo. A ne? Primer. Če greste recimo, ne vem, recimo, da prodajate opremo za motoriste, ne? In potem rečete, varnostna čelada vam lahko reši življenje. Mislim, da se vsi strinjamo. In to je dejstvo. A ne? Priporočamo vam sugestija.
priporočam vam, Domišljija. da si kupite nekoliko boljši model. Se pravi, dejstvo je čelada. Sugestija, priporočamo vam. Dejstvo, maska. Sugestija, priporočamo vam. A ne? In rezultat je, da zadevo podkrepimo. Rezultat je občutek boljše varnosti v tem primeru čelade. Isto bi lahko rekel za maske. Ampak oni nam to sugerirajo, sistem nam. A ne? Se pravi, to lahko uporabljate tako, kot oni to uporabljajo proti nam, lahko tudi mi to uporabljamo proti nekomu. Ne? Ko naši možgani dejstvo in sugestijo povežejo skupaj, se rodi novo dejstvo. In temu bomo rekli podkrepljeno dejstvo. Se pravi, nekaj smo podkrepili. Zadevo podkrepiš s sugestijo. Potem pa za piko na i dodamo podkrepljenemu dejstvu še dodatno sugestijo v obliki ukaza. In potem ta čarobna beseda, zato vam predlagam. Se pravi, to pa je ukaz. Čeprav lahko rafiniramo rečem, a ne, zato vam predlagam, a veste, da se odločite za čelado A ali B. Ampak na vašem mestu bi se jaz odločil za ta dražjo, za A. A veste, v primeru, če pride do trka, večja možnosti, da preživite. A ne? To je ta rafinirana besedna igrica. Rezultatu vseh seštevkov, vseh dejstev in sugestij bomo pa rekli podkovano dejstvo. Se pravi, da zadevo še podkujemo. Na podlagi dejstev potem sprejemajo ljudje odločitve. In vsaki odločitvi bomo rekli apostolat. In več kot je apostolatov, bolj trdno in prepričljivo je neko dejstvo. Po domače rečeno, bolj verjamemo v tisto, kar zagovarjamo. To je tako, če jaz primerjam mojega očeta, ki vsak dan gleda Pop TV, A kanal 24 ur, skozi eno in isto. Pa on ima že toliko sugestij v glav, da če ga jaz z macolo tolčem 2 meseca v kup, ga ne bom mogel omehčiti. Zato, ker ima v sebi toliko odločitev, toliko močne apostolate. Ne? Beseda apostolat, to je tudi silno zanimiva zgodba, ker to izhaja iz enih drugih tehnik manipulativnih, ki jih uporabljajo scentologi. Ker tudi to med določene stvari mi je razložil nekdo, ki pozna tudi te scentološke zgodbe. Ampak ni scentolog, ampak pozna te prejeme, drugače prste preč od scentologov, sam tok. Naslednji korak, sugestija kot ukaz. Ko imamo dejstvo in sugestijo v obliki ukaza, nastopi klic po akciji. Se pravi, nastopi akcija, reakcija, nekaj se pa moš nekaj odločiti. Zdaj si pa dobil neko informacijo, pa to dejstvo so ti dali, da je zdaj imaš v glav štalo in zdaj moš na hitro nekaj odločiti. Pri sprejemniku nastopi v glavi faza, ko se mora odločiti. In tej odločitvi bomo rekli, kot sem že prej rekel, apostolat. Se pravi, udajnik, spet bom tukaj rekel kot negativni faktor, se pravi, tisti, ki odloča, se pravi, novinar, ki manipulira, se pravi, udajnik, supresor je tisti, ki odloča in obenem manipulira. Udajnik, mene moteče mi je, pa gospod vedno ne ugaša telefona. Muzika. Zato, ker so to kaj taki terminski izrazi in je treba biti res fokusiran. Ne? Ker to, kar sem tole pisal, sem mogel res biti fokusiran. Se pravi, udajnik, se pravi, tisti, ki nam hoče neki nasilo prenesti, supresor, je tisti, ki odloča. On je tisti, ki manipulira. In ne tisti, ki bo dobil informacijo, se pravi, ki je nosilec sporočila. Zanka je v tem, štos, da oddajnik, se pravi supresor, novinar, pogovorni proces pripelje do točke, ko se tudi on odloči na mesto sprejemnika.
Sprejemnik se med tem časom nahaja v fazi procesiranja podatkov in se on sploh ne zaveda strateškega cilja sporočila. A ne, cilja sporočila. In to delajo mediji non-stop. Oni že naprej delajo template, ja, mi smo že pripravili že toliko postelj, za to, ker bo prišlo toliko in toliko pacientov, mi smo že pripravljali. To je že vse že naprej. Se pravi, oni že odločajo, mi samo rečemo, aha, v redu, če se meni kaj zgodi, posla me že čaka. Kao, ne? Za epidemijo vse pripravljeno. Ja, kao, ne? In 14. bo epidemija. recimo, se pravi, oddajnik, supresor v negativnem smislu, on je lovc, on ima pušo rok, on dominira non-stop in kontrolira situacijo. On vodi igro. Če mu pustimo. Ja. Čemu pustimo? Tako je. Čemu pustimo? Pomembno je, da poskrbite zase. Selekcija je nujna. Poskrbimo, da imamo analitični pristop. Vzeti si moramo dovolj časa in moramo prepoznati, razbrati droben tisk vsebine sporočila med vrsticami sogovornika oziroma oddajnika oziroma nosilca sporočila. Vprašajte se, s kakšnim namenom nam servira na krožnik informacijo ali pa informacije na način, kot v tem trenutku sedaj. Ker to dnevniki, ki jih poslušajo ljudje, kako so to narejeni, to so rafinirano sestavljene, res rafinirano sestavljeni teksti. Meni gre prav na koznanje, zato ker vidim to. Kot Ana Roš, dobra kuhna, ne? Vse detajle. Ja, zato ker je pač perfekcionist. Ja. In če ne bomo razmišljali svojo glavo, bo nekdo drug razmišljal namesto nas. In potem ta desna karikatura, ej stari, ne kažem, da si glup, izgleda, da samo nemaš sreče, kad razmišljaš. Ja, to se pravi, to je potem to, ne? Ko drugi razmišljajo, ne, in potem ti nimaš sreče, ker napačno razmišljaš. Za lažje razumevanje si poglejmo na 3 primerih. Se pravi, eden bo tak komercialen primer, eden bo primer, bom rekel, ko nas maltretira, eden bo pa, ko mi vplivamo. Tako da imamo 3 različne vloge. Se pravi, prvi primer, eno podjetje, trgovina prodaja bombone z imenom Vzemi 3. Povedati treba neko dejstvo. Oddajnik, ker imaš rad svoje otroke, kdo nima rad svojih otrok? Mislim, vsi imamo radi, tisti, ki jih imate, ne, imajo radi otroke, ne. Se pravi, sugestija, povezalni veznik, to je zelo pomembno, in tvoji otroci imajo radi bombone, Vzemi 3. Se pravi, prvo dejstvo in sugestija, podkrepimo dejstvo. In zdaj še naprej, to dvoje možgani skupaj povežejo kot podkrepljeno dejstvo. Se pravi, dejstvo, dali smo sugestijo, zadevo smo podkrepili in še kot dodatek, zato zdaj pa nastopi sugestija v obliki ukaza. Zato ali pa zaradi tega, daj svojim otrokom bombone Vzemi 3. Se pravi, podkrepljeno dejstvo, sugestija, tokrat v obliki ukaza, zato ali zaradi tega in rezultat, temu rečemo podkovano dejstvo. V vseh teh 3 primerih vedno govori oddajnik. Se pravi, 3-krat ti pove sporočilo, in on ti samo našteva dejstva in ti samo reče, ja, a kupaš? Prodano. Podpisano? Podpisano. Sugestija, ki deluje sedaj v obliki ukaza, povzroči potres. Ne? Se pravi, nekaj se zdaj dogaja. Tebe je zdaj trgovec našminkal, čist, ne? In zdaj ti že razmišljaš, kako, ne? Oddajnik že pripravljen, ampak oddajnik že s pripravljeno besedno strukturo pripelje razgovor do točke, ko naredi že on sam, tisti, ki te manipulira, oddajnik, apostolat. Se pravi, on si je odločil namesto tebe, a ne? Sprejemnik samo še podpiše, da se strinja s pogodbo. Je razumljivo? Ali ponovim še enkrat? Ni treba, ok. Drugi primer, to je zdaj zelo aktualna zgodba, ne? Oddajnik, mediji pravijo, ker si odgovorna oseba,
Ja, seveda sem odgovorna, a ne? To je dejstvo. Čeprav nisem pripravljen sprejemati odgovornosti, a ne? Ampak sem pa odgovorna oseba. To smo rekli, ne? Se pravi, kakšni smo ljudje. Se pravi, in ker ti je mar za zdravje do sebe in do drugih, se pravi, prvo dejstvo, sugestijo in ti je mar, ne? Podkrepiti dejstvo in to tvoji možgani takoj akceptirajo kot novo podkrepljeno dejstvo. In potem nadaljuje oddajnik ali pa novinar ali pa TV škatla, zato je potrebno iz tega razloga sprejeti določene ukrepe oziroma omejitve. Nošenje maske, razkuževanje, omejitve gibanja, vse za vaše in naše dobro. Ali naredi akcijo, sprejmi odločitev, ker si odgovorna oseba, pejci šuzdat v ramo. Podkrepljeno dejstvo, sugestija, v obliki ukaza, podkovano dejstvo. Vse po isto. Tretji primer, imeli smo razpis za vodo, ker smo mogli vode zaščititi, tukaj v pozitivnem smislu, kot človeka, ko prijatelj nagovarjaš, rečeš, lej, daš dejstvo. Brez vode ni življenja, se strinjamo, ne? In potem nadaljuješ. In ker potrebuješ vodo za preživetje in ne želiš, da tujci odločajo o naši vodi, se pravi, tukaj zdaj sugeriram, a ne? Podkrepim dejstvo. Oddajnik, še nadaljujem, sprejmi prosim odločitev in kot prijatelj te prosim, ne, bodi pač toliko odgovoren, pa daj svoj glas za zaščito naših vodnih virov. Se pravi, tukaj sugestija ni kot ukaz, ampak kot prošnja, bolj kot prošnja. A ne? Ampak konec koncev cilj je podkovano dejstvo in tudi zaželjen rezultat. Ja, eno nazaj, tako. Ja, zdaj smo pa prišli do ta zadnjega slajda. To je pa totalna manipulacija in od vas zahtevam 100%, da pri tem sodelujete brez A in O in sploh. In to je, prosim, da se vsi od danes naprej vzdržujete distanco najmanj 5 km od radijev, od televizijev, od medijev. Ohranjajte socialne stike z ljudmi, poslušajte svoje srce, veselite se življenja, hodite plesati, hodite na veselice, ohranite smisel za humor in zelo pomembno, razmišljajte svojo glavo. Hvala lepa, to je bilo danes za vse. Z moje strani. Hvala. To je, se pravi, zelo znanstveno povedano, praktično povedano, na humoren način, da si človek z lahkoto zapomni. In spominjam se primera, ker si tudi mene vmes omenjal, ne, da pa ne, zdaj niso več ti ameriški odvetniki tako pomembni, ampak 15 let nazaj se spomnim, sem bral en primer, ki je zelo znano stranko vprašal novinar, kako to, da ste zmagali na sodišču, pa v bistvu se vidi, da nimate prav, da ste z lažjo zmagali, ne. In rekel, čisto enostavno, sodniku smo povedali 3 stvari. Prvič smo mu povedali, kaj mu bomo povedali, drugič smo mu povedali, ne, in tretjič smo ponovili, kaj smo mu povedali. In potem je on tako sodil, ne. Tako da zgleda, da se ti mrežni marketingi, ti sodni prijemi, vse te zadeve, ki so v svetu, tudi v vsem tem prijemajo, in korona je mrežni marketing, ja. Najboljši ta hip, zato ker se maske mrežno prodajajo, distance se mrežno prodajajo, vakcine in celo kisik se mrežno prodaja, a ne? Ja, zato jih preklapljajo. Tako. Torej, Ervin Iskrina, hvala za tako, evo, čudovito prezentacijo smo imeli danes tukaj. Zdaj pa, ker smo že malo čez, bom rekel, čez čas, povabim Iviljano, podpredsednico društva Belis, ki bi nakratko povedala še o moči brezpogojne ljubezni iz prve alineje 9. člena statuta, a ne, našega statuta Društva za srečno življenje in kako tem manipulantom, ki manipulirajo z nami že 19 mesecev in pa tudi že iz zgodovine z istimi zgodbicami, kot nam je že Adriana povedala, zdaj nam je povedal Ervin, temu smo vsak dan priče preko medijev in tudi v trgovskih centrah, ker vsi ti varnostniki, pa vse to, verjemte mi, da so šolani za to, oni so imeli kurs, oni so imeli tako kot mi tukaj zdajle, imamo prezentacijo
in tudi praktične vaje, kako morajo s stranke prepričati, da zakon ne velja, da velja odlok, da velja kar neki in da vse skupaj nihče nima prav, samo on ima prav tam in natika masko. Ne? Tako da, gledajte, odpuščati tem ljudem, ko prideš s svetlobo in z energijo, da ne bom dolg, ti dajem besedo. Izvoli. Hvala lepa. Danes smo ponovno poslušali ogromno dobrih nasvetov od naših čudovitih članov. Iskrena hvala. Iskrena hvala. Glede na to, kot že vsi veste, da verujem v nadnaravne čudeže, vam bom danes povedala eno malo mojo skrivnost, ki sem jo danes podelila z eno našo članico, ki nas je obvestila, da je njena sestra včeraj v izolski bolnici zapustila svoje zemeljsko življenje. Naša Danica, sestra naša, s teboj smo, vsi skupaj in 1 minuto tišine za sestro od Danice bi prav lepo prosila. Hvala lepa. So dnevi, ko se res lahko radostimo, so pa tudi dnevi, ko sočustvujemo s svojimi prijatelji, člani društva za srečno življenje. In danes Danica, kjerkoli si, vedi, da je sestra prestopila prag iz zemeljskega življenja, izza tančice v drugo dimenzijo življenja. Zapustila je zemeljsko življenje, vendar njeno življenje je še vedno njeno življenje. Jezus Kristus, ko je živel na tej zemlji, prišel je iz onostranstva, da nam bi pomagal razumeti, kaj je življenje. In svojim učencem rekel, naj mrtvi pokopujejo mrtve. Živi pa naj slavimo življenje. Ne verujemo v življenje, ker življenje je nekaj več kot to, kar vidimo tukaj na zemeljskem nivoju. Tukaj imamo reaktivni res je. Imamo tudi analitični tudi to je res. Vendar imamo še en še enega duha imamo. To je Božji duh, sveti duh, duh resnice, ki osvobaja, duh, ki nam daje življenje, ki nas osrečuje, da smo lahko na tej zemlji in vendar ne od te zemlje. Da lahko hodimo po tej zemlji in širimo resnico, tisto resnico, zaradi katere je tudi Jezus Kristus prišel iz onostranstva. Prišel je, da bi premagal smrt, da nam bi pokazal, da je izza smrti tudi življenje. Vedno je govoril, delam očetova dela. In zemeljsko bom umrl, vendar me bo oče 3. dan obudil od mrtvih. Tudi Jezus je obujal od mrtvih. Imamo zgodbo Lazarja. 4. dan ga je poklical iz groba. Že dehtel je v grobu. In vendar je prišel iz groba. To je nerazumljivo za zemljane, vendar je resnica, ampak samo za tiste, ki verujemo. Ki verujemo resnici, ki ne verujemo tem lažem, ki se ne bojimo korone, ki se ne bojimo virusov, ki se bojimo, da ne bi bili to, kar smo, otroci ljubezni, srečni otroci. Otroci, ki bomo hodili po tej zemlji, ne s strahom, ampak z ljubeznijo, z vero v življenje. Da bomo lučke, ki bomo prižigali lučko v teh teminah življenja,
Da bomo spodbujali ljudi, ki so pozabili, kdo so, ali pa še ne vedo, kdo so. In to je tisto sporočilo danes, ki bi ga rada predala, ne samo Danici, ampak vsem vam, ki mogoče trepetate za življenje svojih staršev, mogoče svojih otrok, tudi za lastno življenje. Obstaja nekaj več. Vera v to nekaj več je tista vera, ki nas rešuje, ki nas hrani, ki nas zdravi, ki nam omogoča, da smo tukaj zdaj sredi neurja, sredi težkih situacij in vendar smo lahko nasmejani, ker vemo, kaj je resnica. Vemo, da obstaja nekaj več kot to zemeljsko življenje, ker je in trpljenje, ker je dobro in slabo, ker je drevo dvojnosti, drevo dobrega in drevo slabega. Obstaja tudi drevo brezpogojne ljubezni, drevo večnega življenja. Obstaja tisto nekaj več, ki se reče življenje. In Jezus nam je obljubil, da bo v poslednjih časih tudi smrt premagal. To je velika obljuba. Ko je bil fizično za zemljane mrtev, je bil v bistvu v peklu. 3 dni je bil v podzemlju. In vsi tisti ljudje, ki so do njegovega križanja zaspali v veri vstajenje, so v tistih 3 dnevih vstali v duhovno novo življenje. To je bilo prvo vstajenje od mrtvih. Grobovi so se takrat odpirali pred 2000 leti. Ljudje so videli vstala bitja. In vendar veliko ljudi še danes verjame v smrt. V smrt, ki zaključi to zemeljsko življenje za večno. So pa ljudje, ki verjamajo v življenje po življenju. Jaz osebno verjamem v življenje po življenju. Verjamem, da je sestra Danica na drugi strani, ker smo molile. In Jezus Kristus je rekel, karkoli me boste v veri prosili, vas bom uslišal. Jezus je milostljiv, dober Bog. Ne moremo si zaslužiti milosti, lahko jo sprejmemo, lahko prosimo za njo. Na križu je bil tudi en razbojnik, ki tudi umiral in prosil Jezusa. Jezus, spomni se še mene, ko boš v svojem raju. Razbojnik je prosil Jezusa in Jezus mu je odgovoril, ni problem, obljubim ti, še danes boš z menoj tudi ti v raju. Kaj to pomeni? Ne moremo si zaslužiti večnega življenja, lahko ga pa sprejmemo, lahko verujemo, lahko se odločimo za življenje. In glede na to, da je življenje svobodna izbira, se vsak izmed nas lahko odloča, ali za brezpogojno ljubezen, za odpuščanje sebi in vsem ljudem, za spravo z najvišjo božjo energijo, svetim duhom, z drevesom življenja, ali pa smo tukaj na tem zemeljskem nivoju, kjer moramo vijugati in biti zelo modri, kot nam je danes Ervin dal veliko dobrih nasvetov, da te odloke sicer slišimo, vendar jih ne rabimo upoštevati, ker spoštujemo naravne zakone, matematično logiko, ustavo in ne nazadnje tudi svoje življenje. Želim vam prelep vikend, želim vam vero v življenje in spodbujati ljudi, ki verjamajo v smrt, da ne verujejo v življenje, ker vera v življenje daje življenje. In iskrena hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. To je bil zelo duhoven nagovor. Treba je tudi zelo resno stvari vzeti. Hvala, Ilijana. Torej, draga Danica, tudi z moje strani, moje sožalje za izgubo tvoje sestre in vsem, za katere ne vemo, ki ste tukaj ali
Zoomu ali na YouTubu ali kjerkoli že, za ljudi, ki jih imate radi, za ljudi, ki ste jih izgubili, iskrene sožalje. In kot je Viljana rekla, slavimo življenje in gremo naprej. In naj bo to motivacija za vse nas, naj bo to spodbudna beseda. Naj jo večkrat slišimo spodbudno besedo. Kako pravzaprav najdemo spodbudno besedo? Pravijo, kdor trka, temu se bo odprlo, kdor išče, ta najde. In če bomo iskali spodbudno besedo, bomo našli spodbudno besedo in rešitev, če pa ne, se nam bo pojavilo pa kaj drugega. Motivacija, napredek predstavlja glavni element postavljanja za dosego novih ciljev. Dajmo si zastaviti za cilj. Vsak zase si poišči cilj, da se rešimo iz te matrice, da si zastavimo nove cilje, ne z neko novo realnostjo, zbrišimo to iz diska, ta download, ki so nam ga dali, naredimo delete in si naredimo svoje osebne stvari, takšne, kot si jih želimo, v veri, v upanju, v življenje, v radost in v vse to, kar nas čaka. Vse, kar se dogaja ta hip, je neresnično, je privid, je, kako bi rekel Ervin temu, magija nadvladanja misli drugih. To je ta črna magija, ki se vali kot megla nad nami v obliki korone, v obliki distance, v obliki mask in v obliki vsega, kar nam sporočajo lažnivi mediji, kot pravi Sergio, a ne? Stop lažnivim medijem, stop lažnivim politikom, stop lažnivim županom, ki so neposredno izvoljeni in navijajo za to agendo in držijo vse vasi, vsa mesteca in vsa velika mesta in vso državo v šahmatu, zato ker jim je Janša ne vem kaj povedal na Brdu 7.8., kar je grozno. A jim bo dal 5.000 ali 10.000 evrov, vse za denar. Sramota, župani Slovenije, zbudite se! Zdajle začnemo novo življenje. Vse to, kar... Hvala lepa. Vse to, kar sem povedal iz srca, vam pa zdaj predajam besedo, če ima kdo od vas, kot sem rekel na začetku našega srečanja, če ima kdo kakšno idejo, kakšno misel, lahko pove zdaj, lahko napiše na e-mail, na kakšen drugo platformo. Povem vam, da so na Facebooku so me ponovnoma povsem zablokirali za 30 dni, meni to nič ne prizadene, kajti jaz po svoji vesti in s tem, kar sem naredil, delam naprej potem na drugih nivojih, kjer spet potem se vsa zavest v Sloveniji dvigne, ampak moramo vsi sodelovati. Vsak posebej, vsak dan, vsak trenutek. Če ima kdo kaj zapovedati, na Zoomu, dobrodošli, kar povejte, jaz sem zdaj svoje zaključil. Ali pa tukaj v prostoru, dobrodošli, če ima kdo kakšno idejo, kaj za sporočiti, lahko pride. Ima kdo kakšen izziv, kakšno izkušnjo, kako preprečiti tem varnostnikom tam, ki so postavljeni kot spomeniki. Kaj imamo? Krasno. Malo prostora rabimo tam, ja? Bomo naredili, super. Okay. Izvoli. Hvala, Mihajl. Ja. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi, sem Nina. Priznam, da sem nekoliko ganjena zdaj glede na to sporočilo Danica, sestra, ker jo imam za izjemno ljubo in prijateljico in noro pogumno žensko. Sama sem iz izkušnje, moja izkušnja, COVID izkušnja, se je začela preden je Daničina sestra končala v bolnišnici. In sva veliko komunicirali, sama sem bila ta. Bili so trenutki, ko sem, odkrito povem, ko sem pomislila, da lahko vsak trenutek fizično umrem. Vendar, bila sem popolnoma sama doma, sredi Ljubljane.
na misel mi ni prišlo, da bi poiskala zdravniško pomoč, ker ne zaupam tem prodanim dušam. Ni potrebno omenjati posameznike, ker vsi točno vse vemo. Sem se odločila ostati doma po ceno, da se poslovim od tega fizičnega življenja tukaj. Sem se pa odločila verjeti to, kar je zdaj Viljanja govorila. Verjeti, da se bo zgodilo to, kar je dobesedno Božja volja. Moja odločitev je temeljila, ne znam vam tega prav razlagati, ampak eno noro spoznanje, nori trenutki, v katerem sem doživljala najhujši strah, v katerem sem se dobesedno vprašala, nikoli nisem tako izkušnjo doživela, tako močno kot to zdaj. Spraševala sem se sleherni trenutek, ali sem vse naredila v tem materialnem, fizičnem svetu tukaj, kar bi lahko. Ali sem odpustila vsem, ki bi jim morala ali želela ali kakorkoli. Ali sem pomagala tam, kje naj bi pomagala, ali sem to storila, ali sem sebe zanikala, ali sem druge zanikala, ali tisoč in eno vprašanje. Preživljala sem tudi trenutke strašnega strahu, čeprav moja vest je čista in sem zaupnica v brezpogojno ljubezen, tako kot i Viljanja, in doživljenje samo in enostavno verjamem, da vera v življenje in zaupanje v ljubezen, da stori to, kar je prav. Kaj je to, kar je prav? To ve ljubezen. Tega jaz v tem trenutku nisem vedela. Ampak sem enostavno sama pri sebi rekla, raje umrem sama, samcata v postelji sredi Ljubljane, kot svoboden človek. Človek z vestjo, človek z vero v nekaj, kar je edino prav. O polnem zavedanju, da se nahajam v breznu zla. Covid je čisto brezno zla. Covid za mene ne obstaja. Jaz lahko samo rečem, definitivno verjamem, da so virusi, da virusi so od nekdaj bili, so in vedno bodo. V to sem trdno prepričana, tako kot so bakterije, tako kot jaz, tako kot drevo, kot Mihajl, kot vsi mi tukaj in vsaka mravljica in vsak list. Tako so tudi virusi. Virusi pa niso naši neprijatelji, niso naši sovražniki. Naši sovražniki so zlobni, pokvarjeni, skorumpirani, prodani, ne poznam, ne vem koliko besed, mrazi me po celem telesu, ko to govorim, ker sem vse to v svojem življenju na lastni koži, na lastnem telesu preizkusila. In moja hči, o tem sploh da ne govorim. Imam posvojeno hči in vam ne znam povedati, koliko bolečin se v takih trenutkih vali in kakšne spoznanja človek ima. Zato rada bi samo povedala, odločila sem se raje svobodno umreti doma, kot da pridem tem giljotinam človeškim, nečloveškim, tem monstrumom v katerikoli klinični center, bodi si bolnik, bodi si, če bi tja prišla v tem stanju, v katerem sem bila, lahko, da se ne bi vrnila. Prav danes sem prebrala en stavek. Mož in žena sta zbolela. Mož je šel v bolnico, žena je ostala doma. Lečice sama. Odločitev kot moja. Ona je ozdravela, jaz tudi, kakor vidite, sem tukaj in govorim. Mož se ni vrnil nikoli več v tem telesu, v tem življenju. Torej, nauki, ki nam noro govorijo. In umreti iz tega dragocenega življenja v mukah enega ventilatorja, ki smo ga plačevali vsi mi krvavo, profite teh kriminalcev, teh banditov plačujemo cela naša življenja, zato da nas zdaj s temi istimi ventilatorji morijo dobesedno. To si upam reči, ker sem preveč stvari dejansko slišala in videla. In
Jaz se oproščam, nisem digitalen človek, sem zelo analogna, torej prijazno prosim Zoom člane in spoštovane članice, da mi oprostijo, da sem vas nisem namenoma zanemarjala nikakor. Mislim, da sem povedala to, kar je najbolj pomembno in jaz bom danes molila za dušo Daničine sestre in Danici bom stala ob strani, koliko bom le znala in zmogla. Dolgo nisem bila tako, sem miren človek, ampak zdaj sem kar prizadeta. In hvala vsem, da sem smela to povedati. Sem pa to isto podelila v dolgem pismu mojim mladim prijateljem, ker sodelujem v nekem društvu, kjer poskušamo pomagati drug drugemu in predvsem čutim mojo odgovornost, kot smo slišali, da jaz kot mati, kot dovolj stara, dovolj izkušena oseba, poskušam z mojimi lastnimi izkušnjami, z mojimi lastnimi resničnimi spoznanji pomagati mladim ljudem, da se ustavijo, da obvladajo svoj strah in da poskušajo iskati poti, da vidijo resnico. Resnica pa je ljubezen, sem prepričana. Hvala lepa, da sem povedala. Hvala vsem. Hvala lepa. Hvala. Mihajl. Ja. Dragi ljudje, če držite v sebi, je kot tekoča voda, kot ena po nalivu tista luža, ali pa deroča voda, ali pa kristalna reka in potok. Zdaj si predstavljate, če pustiš lužo zasmrdi, če pa to odplakneš, kar te boli, nastane prostor za nove vsebine. Torej, če ima kdo težavo, če ima kdo bolečino, dajte to ven, dajte povedati komorkoli, dajte to vokabulirati, izraziti, ne vem, najdite človeka, ki vas je pripravljen poslušati, ali pa povejte magari samemu sebi pred ogledalom, že to pomaga, verjemite mi. Torej, če bi kdo na Zoomu želel kaj povedati, še kaj sporočiti, kaj dodati. Ja? Še lahko Stojan tukaj. Stojan, izvoli, beseda je tvoja, seveda. Jaz imam dve pozitivni izkušnji, ali pa mogoče celo več izkušenj pozitivnih. Ja? Dejansko kot to, da se leto in 8 mesecev pač hodim brez maske, sem brez PCT. In zdaj se mi je zgodilo v kratkem času, da sem prvič uporabil to QR kodo tvojo, ki so pač ustvaril. Šel sem v Maribor, ker smo šli nameščati filtre reverzne osmoze prijateljem. In sem vlačen, sem se vstavil v Tepanjah, tam je pač neka črpalka, pa neka restauracija v zadnji, sem vlačen še nekaj pojesti in seveda sem šel brez maske in sem pač naročil, kar sem naročil. Pridem do blagajne in gospa pravi, imate PCT? Sem rekel, ja, seveda imam, lahko pokažete, sem rekel, brez problema in sem pokazal to kodo, ne? In je bilo v redu. On rekla, ok, v redu in sem jaz pač v miru ujedel. Brez problema. No, drugič sem pa v Domžalah, tudi smo šli montirati filtre na Petrol črpalki in spet je pač ženska hotela imeti, zdaj sem bil že navajen, da sem pokazal to in sem spet pokazal in je pola ona nekaj, je ona imela tisto, da preverja z NIJZ, ali kaj ne se rekel, popustite, to ni ta koda od NIJZ, to je evropska koda za samo testiranje. In ona rekla, ja, ok, v redu, ne, zdaj sem našel. No, ta ista stvar se mi je zgodila na pošti v Postojni. Isto to sem povedal. Se pa še v banki je pa tudi bila taka situacija in so pa oni rekli hišni red, a ne, mi imamo hišni red, pa sem rekel, ok, ni problema, dajte vi meni tjele pismeno napisati, da je vaš hišni red
nad sodbo Vrhovnega sodišča in nad sodbo Ustavnega sodišča. Lepo napisano mi napišite, pa ni problema, bomo rešili to, ne. In pa so oni rekli, ne, to pa mi ne bomo naredili, ne. Dajte vi tole, kar imate, rešiti in ne bo problema. Tako da dejansko imamo vse mehanizme, ščiti nas ustava, ščiti nas zakoni, nas ščitijo. To, kar oni počnejo, so kriminalna dejanja, oni so kriminalci, jaz jih imenujem politikantski in zdravstveni farmakomafijski prostituti, ki dejansko prodali so svojo vest, prodali so svojo čast in so nevredni ljudje dejansko, ne. In tako da, ja, bil sem tudi zdaj v sredo na protestu, kjer sem imel priložnost spregovoriti nekaj besed in sem pač povedal, da od predsednika države do predsednika vlade in do zadnjega COVID policista, kdor ne služi narodu, služi zlu in ta bo končal v peklu. To je bilo moje sporočilo in jaz upam, da bo doseglo to sporočilo tudi te gospode, ki dejansko sodelujejo v genocidu slovenskega naroda. Hvala, Stojan, super. Ja, drugače pa jaz pričakujem, naslednje leto pričakujem, da bo prišlo do preobrata, ker itak do preobrata mora priti in dejansko tema nikoli ne more premagati luči. Luč pa je Bog, ki si je znotraj naših src. Tako je. Tako da dejansko bodimo pogumni, imejmo zaupanje vase in obračajmo se vase in enostavno gremo v svetlo prihodnost. Iskrena hvala, Stojan. Seveda, naj vam povem na tem mestu, da je Stojan človek, ki zna orodja, ki jih v društvu damo, fantastično uporabljati. Ni pa vsak tako spreten. Zato se potrebuje nekaj znanja, nekaj informacij. Potrebno je kakšno stvar, ko jo iz društva v kuverti dobite kot novi člani in tudi kot člani, kjer smo to začeli, da se kaj prebere, se kaj vpraša, da res pozorno preberete. Jaz vem, da je to za vas težko, za marsikoga nedoumljivo. Jaz sem pač vse življenje v pravnem jeziku, študiral sem rimsko pravo, pa ne samo pravo, ampak moralno pravo, se pravi, je to dvojen študij, kjer zahteva ne samo zakon razumeti, ampak ga tudi pretehtati, ali je moralen, do kje je moralen, do kje se ga sme, tok napet, da je še vzdržen zakon in kje je tista meja, ko preseže to, kar presega zdajle, ko pravzaprav se pretrgajo vse niti, zakon več ne velja in velja samo še laž, tako kot je Ervin danes nam lepo povedal, in se skriva zato, ker je resnica se mora skriti, ker je gola, laž pa seveda v obliki resnice, potem pa v teh pretrganih resničnih stvarih hodi po svetu in se kiti. Žal je danes tako. Kar se tiče dokumentacije, ki je društvo izda, morate vedeti, ponavljam, morda ne bo odveč. Imamo samo upravo A v ustavi in samo upravo B. Poglejte si ustavo, preberite si 145. člen ustave. Nihče, ne tožilstvo, ne policija, noben organ, niti vlada, nihče v tej deželi se ne more postaviti nad društvo, kot je naše. Mi o tem odločamo. Mi se dogovorimo in te dokumente, ki jih naredimo v društvu, dokumente, s katerimi vi potrdite z dvigom rok, soglasjem, to je društven dogovor, ga ni mejnega policista, ga ni na banki bankirja, ga ni politika, ki bi smel čez člansko izkaznico, ki je pogodba,
v kateri piše, da društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni, z matematično logiko, če mi rečemo, da niso, in to spoznamo, in potem to sporočimo, da temu ni tako, kar govori plačan javni interes iz našega denarja, iz našega žepa, iz naših življenj, z našo energijo, je ta javni interes plačan, in če mi ugotovimo, da temu ni tako, potem temu ni tako, ker smo mi plačniki, mi smo naročniki. Če jaz pridem na pošto in plačam znamko, ima poštar samo to za nares, ne pa meni maske natikati, pa PCT zahtevati. Zaradi tega, ker ni strokovno podkovan, ker nima zdravstvene šole, ker presega svoja pooblastila in niti nimam z njim nobene pogodbe. Z nikomer! Predstavljajte si, da pridete na banko in vam reče, da vam da denar samo, če izpolnjujete PCT. Tak človek je samo za avstralski vod postaviti. Nič drugega. Tak človek je samo za odstraniti, ker služi sistemu in ubija ljudi. Nihče ti ne more prepreke postaviti. Mi živimo v komercialnem svetu. Če jaz plačam avtobus in dam žeton noter, ima šofer tiho zabit, ker je tam, ker mu jaz plačam tistega evrota ali pa evro pa pol, kolikor pač podstane, na železniški postaji enako, na letalo enako. To je komercialni dogovor, to je pogodba. Jaz kupim karto sem plačal. Nima me kaj po zdravju spraševati. Ne po nobeni mednarodni pogodbi, ne po zakonu o pacientovih pravicah, ne po verskih protokolih, ne po ženevskih pogodbi, po ničemer. Zavedajte se svoje moči in svojih pravic in neumnosti, ki jih ti psihopati z denarjem širijo preko naših vlad in vlada, preko ministrstev in ministri, preko svojih uslužbencev po lestvici navzdol, vse do zadnje blagajničarke v Mercatorju, ki mi sporoča, da če bom prišel s PCT-jem, da bom dobil na piko 30 evrov popusta, ker bom prišel s PCT-jem. Sramota, Mercator, fuj! Reklame grozne in to povsod. A zdaj bodo plačevali, nagrajevali to laž. Neverjetno, kam smo prišli. Nobene morale, nobene etike. Samo komercijala. Kaj se trži? Treba je maske pokuriti zaradi tega, ker jim bo potekel rok. Treba je cepiva pokuriti, ker jim bo potekel rok. Treba je ljudi pobiti, ker sicer ne bo, tako kot je Ervin prej pokazal na spomeniku, samo 500 milijonov, ampak 2 bosta čez in je treba še tista 2 skurati. Ok? Moje sožalje v tej situaciji. Verjetno sem edini človek v Sloveniji, ki sem diplomiral iz te agende. Nihče tega ne ve, povem vam iz prve roke. Diplomiral sem iz te agende na Teološki fakulteti v Ljubljani. Zato sem ne antivakser, ampak človek, ki imam informacije iz prve roke. Kaj počne cerkev, kaj počne politika, kaj se počne v jezuitskih šolah, kako zadeva poteka. Od vsega, od prvega dneva se resno opozarjam. Napišem, povem, več kot to ne morem. Hvala Bogu za mojo ženo in za to društvo. Postavili smo ga na pravnih temeljih. Nihče ne more čez društvo iti, niti ustava. Kajti naša ustava je statut, ki je v skladu z ustavo in zakonom. Pazite, kaj rečem. Statut je v skladu z ustavo in zakoni. A veste, kje je on Janšev, bla bla. Ne obstaja za nas v društvu. Ne obstaja. Pa naj reče kar če. Mi smo tukaj, ki bomo krojili si svojo usodo, ne policija, ne vrhovno sodišče, ne ustavno sodišče. Ustavno sodišče nima ustave kaj razlagati in je tudi ne razlaga. Zato, ker vse jasno piše. 18. člen. Testiranje na ljudeh je prepovedano. Kaj je treba tle razlagati? S testnimi cepivi? Da ne
delajo testov z maskami, da jih bomo na ulici nosili, namesto v operacijskih sobah? Z maskami, ki ne ščitijo, ljudje božji. Pa veste, da so maske predpisane za parketarja, za tistega, ki drva žaga, maska mora biti tam, kjer mora biti, ne pa otrokom v šoli, pa delavcem v službi. Sramota, kam je šla pamet slovenska, samo skozi evro. Zavedite se, samo skozi društvo, takšno kot ga imamo, skupnimi močmi, jaz vem, marsikdo odpade. Nekdo je šel k Mateji zaradi njenih povezav z ne vem kom. Nekdo bo šel v prasindikat, naj ostane tam. Super, je našel rešitev. Nekdo bo si nadel masko ali pa še šel cepiti. Krasno, čudovito. To je vaša odločitev. Ampak mi, ki smo skupaj, zavedajte se, Facebook, Google in vsi ti veliki platforme imajo fact-checkerje, ki so največja laž. Vse, kar je tam ščekirano kot laž, je resnica, ker je oblečeno v resnična oblačila laži. Toliko danes z moje strani, ostanite močni, trdni, imejte dobro vero in se vidimo naslednji teden. Hvala lepa. Vse lepo pozdravljam, srečno, hvala tudi vam vsem. Čau.